Dober večer ali dober dan, dobro jutro za nekatere. 2. novembra 2024 smo, torej za nami je dan, ko se spominjamo tistih, ki jih ni več. Ali pa tisti, ki so pot življenja prehodili pred nami. In ravno o življenju bi rad danes govoril. Najprej sožalje vsem v Novi Sad, ki ste izgubili danes tiste najbližje zaradi nesreče. In življenje, tako kot je, oziroma pravzaprav v življenju vse, kar nam je podarjeno, je čas. In jaz sem v vseh teh letih, kar pravzaprav več kot 25 let že delam na področju kriznega vodenja in psihoterapije in ugotavljam, da ljudje, ne morem reči, da ne znajo živeti, ampak ne čutijo življenja. Ne čutiti življenja pomeni, da se ne zavedamo, da smo tukaj in zdaj. Zato sem pred kar nekaj leti, se pravi 2016, ustvaril program Pot zmagovalca. Danes bom namreč govoril o življenju oziroma tej poti zmagovalca in o teh knjigah, ki so bile napisane na to temo. Pot zmagovalca. Namreč program je pravzaprav začel nastajati na otoku Lošinj, na Hrvaškem, čeprav se v resnici rodil v Peruju, malo prej. Kaj bom malo zgodovine pravzaprav povedal. Za mano je bilo med 2012 in 2016 zelo naporno obdobje in sem v tistem obdobju se oglasil v Opatiji, se pravi na Hrvaškem, da sem temeljito dal pregledati svoje telo. Ali sem zdrav in tako dalje. No in nakar se pogovarjamo z zdravniki tam, oni pravijo, zakaj ne bi nekaj takega počeli tukaj pri nas. In ravno so odprli hotel Belvi na Malem Lošinju, kjer pa niso imeli ponudbe za ceno, ki so jo nudili strankam. Takrat sem se oglasil na otoku Lošinj, kjer je pravzaprav bil tudi postavljen muzej apoksiomena, torej kipu, ki so ga našli zraven apoksiomena. In ta profesor, ki je to pravzaprav raziskoval, je rekel, ta kip se ni slučajno zgubil na otoku Lošinj. Kaj to pomeni? Apoksiomen je v bistvu kip, je športnik, je kip, ki predstavlja športnika, ki si čisti svoje telo. Namreč raziskave so pokazale, da so že Grki in kasneje potem Rimljani svoje borce oziroma športnike na otoku Lošinj in Cres, to je bil včasih en otok, na nek način tam vodili na neke vrste rehabilitacije. In res, ko sem spoznal ta otok, sem pravzaprav videl, da tam uspeva 1700 zdravilnih rastlin, živali oziroma kače, strupene kače sploh ne morejo na tem otoku preživeti. Tam je tudi klinika za astmatike. Skratka, našel sem 45 nekih točk na tem otoku, ki na nek način pozitivno vplivajo na človeka. No in iz tega sem potem pravzaprav začel graditi to zgodbo, ne? Se pravi, če bil tam najden ta kip apoksiomena, bivšega športnika ali pa bojevnika. Danes so podjetniki neke vrste bojevniki, ki morajo vsake toliko časa očistiti svoje telo. In tako je pravzaprav
se zgradil ta 3-tedenski program na otoku Lošinj Pot zmagovalca, kjer pravzaprav gremo skozi vse faze telesa, intelekta, čustev in duše, da dejansko ali ljudje zaključijo svoj proces osebne transformacije ali pa ga šele začnejo. Torej, je en taki push. In ta program smo dejansko intenzivno izvajali 2017, 18 in 19 na otoku Lošinj. Zdaj se bo ta knjiga tudi prevedla v hrvaščini. In potem med korono, ker se je začelo obdobje korone, se je ta projekt na Hrvaškem nekako ustavil in smo to zgodbo poskušali postaviti v Slovenijo. Torej, zgodba je bila temeljila na tem, da mora biti neka avtoriteta, torej ikona, torej osebnost iz neke zgodovine, kjer pravzaprav se lahko tisti, ki pride na ta program, poenoti. In glede na to, da je na nek način v neki bližnji zgodovini 100 let nazaj bil generalmajster tisti, ki je uspel Slovence poenotiti, da smo obranili svojo severno mejo, smo program poimenovali General, ki ga v bistvu izvajamo na območju Prlekije in Štajerske. In ta program je pravzaprav vsebuje več nekih elementov, ne samo, da spoznajo generala majstra, ampak tudi Puha, torej slovenskega industrialca oziroma izumitelja, po katerem dejansko velik del Avstrije živi oziroma proizvaja dele različne za nemške avtomobile. No in potem, ko je ta program postal zanimiv, oziroma je bil postavljen na Hrvaškem in v Sloveniji. Kaj je bilo zanimivo? Ta program je tako dolgo živel, dokler sem ga sam podpiral. Podpiral v smislu svoje baze strank in koliko sem sam vlagal v marketing. Sama nacionalna ali pa lokalna skupnost tega ni toliko prepoznala v smislu, da bi tudi oni vzeli to kot njihov program. Seveda jaz ne morem živeti v teh mestih kasneje in se samo s tem ukvarjati, ampak moja naloga je to, da v bistvu postavim program, naučim ljudi delati in potem grem naprej. No in vmes me kontaktirajo tudi iz Santiago de Compostela, torej špansko mesto v Galiciji, kjer se začenja Jakobova pot. To je pot, na katero v bistvu ljudje odhajajo zato, da tudi naredijo določene osebne spremembe oziroma osebnostne transformacije. No, in vmes se je tudi zgodilo, da je več 10 ljudi prišlo k meni na svetovanje, ali pa da sem tudi prebral nekaj knjig ljudi, ki so pisali o tej poti, ampak ne glede na to, da so bili tudi večkrat kot 10-krat na tej poti, niso doživeli prave transformacije. No, in tisti, ki so prebrali mojo knjigo Pot zmagovalca, Path of the Winner, so pravzaprav na koncu videli, da je pomembno, kako ljudje razmišljajo. In tako smo v Santiago de Compostelo začeli postavljati neke vrste delavnice ali pa priprave na tiste, ki so se za to pot odločili. In tako je pravzaprav nastala cela serija knjig El Camino de Santiago, Pot zmagovalca,
El Camino de Santiago for the Better Partnerships, El Camino de Santiago for Better Business. Torej, za več sklopov smo naredili te knjige oziroma programe izobraževanja. No, in tako je pravzaprav, ne glede na to, da je bil ta program postavljen tukaj, se pravi Hrvaška, Slovenija, in je to dejansko domač produkt, nismo tisti ali pa pravi ljudje tega prepoznali in Španija pa je. Sedaj so začele prihajati ponudbe oziroma popraševanje z različnih koncev sveta. Namreč poanta je v tem, da se ta program lahko postavi v vsakem mestu. In če pride obiskovalec, naprimer v Ljubljano ali pa na Ptuj, Maribor, se da v vsakem takem lokalnem okolju najti nekega lokalnega junaka, torej avtoriteto, postaviti to zgodbo v teh 7 korakov in dejansko dobite kvalitetnega turista, ki v vašem kraju preživi 21 dni. S tem pravzaprav dobite umirjene goste, nezahtevne goste, ampak goste, ki veliko pustijo pri vas, če gledamo iz tega turističnega in finančnega vidika. Torej, mental health turizem je tisto, kar je prihodnost. In nedavno sem dejansko, ponovno sem me klicali iz Hrvaške, predaval na njihovi konferenci, kjer sem ravno to razlagal, kaj je prisotnost tega. Torej, kaj sem pravzaprav začel povedati, oziroma želel povedati, da vsi ti moje knjige so pravzaprav neke vrste priročniki za življenje, oziroma imajo tisto, iz česar lahko naredite kaj več, kot samo preberete. Torej, pot zmagovalca je pravzaprav lahko turistični program, lahko je program osebne preobrazbe, lahko je za nekoga čisto finančna oziroma pozitivna zgodba in vas mogoče najprej vabim na otok Lošinj, da skupaj tam pogledamo, ali pa se dobimo v Španiji, Santiago de Compostela. Najlepša hvala za vsi tiste, ki niste mogli spati ali še ne morete. Srečno.